Makov cvet sred polja se bahaško kaže. Žitno polje vso rumeno ga objema. Kmet davljavi znoj si briše, zemlje trud mu na obrazu črte riše. Cesta poleg njiv širokih reže njivo od gozdov. Mestni človek mimo pelje, pomisljene, kaj vse mu njiva, gozd, kaj kmet mu daje, kaj se tu zraste čudovitih, trudnih rok sadov. Dobrodošli in prisrčen pozdrav, spoštovane članice, spoštovane kandidatke, cenjeni gostje. Veselje, da se lahko ponovno snidemo, saj nam je v prejšnjem letu izbor speljala pandemija, je nepopisno. Danes smo tukaj, za vas, drage kmetice. Za vas, da boste slišane, da povemo svetu, da ste in da obstajate. Ivan Minati, Popoldanski pastel. Sinja luč prši v razore, v modrini daljni modre gore, soncem smijanih lic. V mladi detelji čebele, v vetru trave težke, zrele, mak in vroče oči zenic. Lastovice med oblaki, vsaki roži, bilki vsaki, drobno srce drgeta. Zrak drhtavici pozvanja, ko omamljen ječmen sklanja šelesteča stemelca. Leonardo da Vinci je dejal: že zdavnaj sem spoznal, da uspešni ljudje ne sedijo doma in čakajo, da se stvari zgodijo, temveč gredo ven in se zgodijo stvarem. Vsekakor to drži za osebo, ki ne sedi doma, je neutrudna, zavzeta žena, mama, babica, kmetica. Predsednica Zveze kmetic Slovenije, gospa Irena Ule. Prosim, če se mi pridružite. Lepo pozdravljene. Veseli me, da se spet s previdnimi koraki poskušamo zagnati našo dejavnost. Letos smo se zbrali malo prej. Vzrokov je več. Pričakujemo lahko omejitve, podelati moramo še lansko praznovanje, morda se v lepem vremenu lažje odpravimo na pot in kakorkoli, danes smo tu. Leta korone so tudi leta, ko se v našem poklicu in naši okolici obetajo velike spremembe. Ker smo se še malo bolj zaprli v svoje kotičke, nas bodo spremembe našle nepripravljene in presenečene. Pod krinko javnega zdravja, pregovorne velike skrbi za okolje in zmanjševanje odvisnosti od podnebnih sprememb nas, kmete, vse bolj odrivajo v vloge. Včasih je res veljala šala, da se vino lahko naredi iz bližnjega potoka, Studenca. Sedaj pa je večino pijač pijemo iz plastenk, žal tudi že na podeželju. Nič več niso tako zaželeni sadni sokovi iz domačega sadja, v njih je preveč sladkorja. Sadjevec ali vino iz domače kleti, boljše od domačega žganja, pa naj bi bilo kupljeno. Koliko pijač je še povezano z naravo in z našim okoljem? Ni moj namen promovirati nadsejanja, ampak zakaj ni več dobra voda iz pipe? Pa saj ni več dobro sadje iz naših dreves, zelenjava iz naših polj in zrezki od naše živine. Po svetu se pokupi vse poceni in pri nas se cena v trgovini za potrošnika precej oblemeniti. Nam kmetom pa ne priznajo pridelovalne cene, očitajo nam prodajo na sivem ali črnem trgu. Za nekatere druge obrtnike in industrijo je iskanje drugih načinov prodaje inovativna ideja.
Bodo zrezki res iz laboratorijev? Kmetom očitajo onesnaževanje okolja, a razvoz organskih gnojil je hrana za zemljo, ki jo neobhodno potrebuje, da ostaja plodna. Ker se zmanjša stalež živine, se kakovost zemlje slabša. Kmetijstvu prisujajo tudi izpuste, ko se sem in tja prevaža pridelki, živina in izdelki. Zakaj nekaj hrane ne pojemo v okolju, kjer jo pridelamo, se nanjo prilagodimo že od rojstva naprej? Hrana za osnovno preživetje naj bi bila iz lokalnega okolja, lepo obdelana polja, vrtovi in travniki ustvarjajo našo Slovenijo kot raj na zemlji. Ko bodo zaplate obdelane zemlje na bregovih preraslo robidovje, najboljše ravnine pa prekril asfalt in beton, bo ta dragoceni dar narave, ki nam je bil dan v varstvo, izpuhtel. Zato potrebujemo v največji meri domoljubnega potrošnika, ki je za čudovit razgled skozi okno pripravljen kupiti hrano iz okoliških kmetij. Ko se zgodijo nesreče, naravne ali po človeški nespameti, bomo jedli lahko samo tisto, do česar pridemo z nogami, kar lahko naberemo z rokami. Samo tisto, kar nam da naša slovenska zemlja. Že samo to, zato bi jo morali negovati, je biti hvaležni in jo braniti pred zaraščanjem in pogubno zazidavo. Kmetice, se obračamo na vas, spoštovani gostje iz domačih in državnih odločujočih krogov. Potrebujemo vaše zaupanje, zaupanje sodržavljanov in nekaj nagrade. Majhne kmetije nismo upravičene do naložb, naše strmine pa zahtevajo dražjo mehanizacijo za obdelovanje naših ravnin ob breg prislonjenih. Z osamosvojitvijo Slovenije smo sanjali o obljubljeni Švici, ki nam je ostal le pot na čelu, ko se potrdimo. Mladi odhajajo na delo drugam, starejšim pa zmanjkuje moči. V Švici kmeta nagradijo, da pokosi breg, pri nas pa politika spodbuja in nagrajuje, žal, zaraščanje. Saj nočemo, da naša narava podivja, da jo preraste ničvredne grmičevje, trnje in koprive. Prosimo, da naše domačije ne postajajo samo indijanske vasi za turistične oglede. Ohranimo podeželje urejeno, da bomo Slovenci uživali v lepoti in raznolikosti, ter lahko pridelali zadostne količine hrane za naše državljane. Kmetje potrebujemo ta pozitiven pristop v družbe in birokracije, ko urejamo svoja bivališča in gospodarska poslopja. Tudi spodbude v obliki subvencij in nepovratnih investicijskih sredstev potrebujemo kmetje za pridelavo hrane. Brez tega je težko konkurirati pridelkom, kjer je pridelava tudi finančno podprta. To ni podpora kmetom, ampak podpora vsem državljanom, da uživajo cenejšo hrano. To je nadomestilo za številne omejitve, ki jih družba upravičena, včasih pa tudi škodoželjno postavlja pridelovalcem hrane, ne pa tudi drugi industriji ali obrti. Mar ni škodoželjno postavljeno pravilo, ko se od kmeta nekaj zahteva, v trgovini pa potrošniki kupujejo poceni izdelek, kjer so te zahteve pri prireji in predelavi kršene. Želimo, da je na vasi predvsem dovoljeno kmetovanje. Mene je strah pred novim obdobjem. Strah me je za kmete v hribih in ravninah. Odkupne cene so nižje in nižje. Marsikaterega sem že slišala, da je bolje iztržiti dovolj subvencij, kmetijsko zemljo pa prepustiti naravi. Tako ima že denar zase. Če pa pokrivaš izgubo, pridelaš hrano, ki jo nihče noče, denarja pa tudi nimaš. In dajte nam tudi poslovno priložnost. Podeželje lahko služi v turizmu in športu, ampak zaraščena Slovenija ne bi dala rogiča in ne
Prinesla bi nam klope in tudi na balkone vaših blokov. Naredite, prosim, to deželo ponovno ustvarjalno. Obdržite to lepo in negovano podobo. Danes se nas je nekoliko manj zbralo zaradi PCT ali strahu pred nevidno nevarnostjo. Ker pa smo kmetice se zaobljubile, da bomo bolj varovali svoje zdravje, da bomo koristile preventivne programe, velja na spisek uvrstiti tudi nov koronavirus. To bomo storile zato, da bomo še uživali skupaj z našimi prijatelji, da ne bomo nosile črnino, da bomo črnino nosile manj pogosto, da ne bomo oslabile. Starejše smo vsako leto in nevidni sovražnik se je spravil še najbolj nad našo generacijo, zato je napad najboljša obramba. Ker smo veliko v naravi, ker smo pri delu pogosto sami, marsikdo misli, da virusi na naše kmetije in naše okolje nikakor ne bo zašel. A nobena izolacija ni popolna, noben državni ukaz, nobeno zdravniško priporočilo težav ne bo zadržalo. Ne bo zadržalo virusov na vašem pragu, če se ne boste zavarovali z najbolj zanesljivim orožjem proti virusom. Mislim, da je to cepljenje. S cepljenjem pripravimo organizem na samoobrambo z virusom, ki ga naše telo do sedaj še ni spoznalo. Brez predpriprave je bitka z virusom težja. Izid pa ni vedno na naši strani. Če je v ljudeh premalo zaščitenih, virus išče nove priložnosti, nove oblike in dobimo oblike, ki se hitreje širijo in so bolj nevarne. Zato z njimi zavarujte vsakega, ki ga imate radi. Hčere, žene, matere, babice, prav ve, v veliki meri lahko spremenite življenje družine na bolje. Morda lahko z zgledom spodbudimo prva dejanja tudi pri sovaščanih, prijateljih in znancih. Poskrbimo zase, za vse naše in ostanimo zdravi. Le tako bomo lahko nadaljevali naše poslanstvo. Jaz bi se zahvalila občini Zagorje, da smo lahko spet ponovno gostimo tukaj, da izbiramo kmetico leta v Zagorju in za kratek nagovor prosim župana občine Zagorje ob Savi, Matjaža Švagana. Spoštovana naša Irena, vaša predsednica Zveze kmetic Slovenije, spoštovani državni sekretar Ministrstva za kmetijstvo, spoštovani predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice, drage kmetice in kmetice, kmetje, dragi gostje, seveda kot župan občine Zagorje ob Savi sem vesel, da je vsako leto, razen lanskega leta, zaradi znanih razlogov, da smo gostitelji te pomembne prireditve, za kar se zahvaljujem Ireni in pa vsem tistim, ki rade prijete v našo Zagorsko dolino. Seveda vse, ki ste danes prišli na to tekmovanje, ste za vse nas zmagovalke. Že 1 uro nazaj sem sprejel kandidatke za kmetico leta 2021. Slišal sem kar nekaj življenjskih zgodb, tako pri razvoju njihovih kmetij, kot težjih življenjskih zgodb. Seveda kot politik in kot človek lahko rečem, da že vrsto let vodim Zagorsko dolino, da ko se pogovarjam z ljudmi, ne poslušam in s tem zaključim pogovor, ampak poslušam in tudi slišim. Zato je naša prednost v Zagorju, da se poslušamo in slišimo in tudi na področju kmetijstva lahko samo rečem zahvala
vsem tistim, ki obdelujejo našo prelepo Zagorsko dolino, ki je hribovita in kot župan vidim, kako na kakšen način obdelujejo našo prelepo dolino. Ko se pogovarjam z njimi in lahko rečem samo moj poklon, kajti ure, ki jih namenjajo za svojo dejavnost, ga ni denarja, ki bi lahko poplačal njihovo delo. Ne nazadnje, kot sem danes omenil, da lahko čez noč narava uniči tisto, kar ste pričakovali v prihajajočem letu ali letu, ki je na srečo povzročilo. In takrat je seveda žalost, kot človek pade, seveda se pa vedno tudi poberete. Mi se s tem tukaj pohvalimo, ker je veliko vprašanj, zakaj je tudi Zagorje rdeče. Pravimo, da imamo Primoža, ki je zmagal na Velti. Veste, kako je padel, se pobral, postal olimpik, postal zmagovalec Velte in to je zgodba, ki lahko vsak izmed nas danes v dvorani vzame v svojem vsakdanjem življenju. Lahko je pasti, težje se je pobrati, ampak kdo pa sem jaz, da bi vam o tem govoril, ko pa sami najbolj veste, kako je to v vašem življenju. Jaz vam želim, da preživite danes prijeten dan. Kot politik bom stal za vami, veliko sem slišal od vaše predsednice, od tistih kmetov, ki živijo v naši Zagorski dolini in kot politik vas bom tudi vedno zagovarjal. Ne spadam med ljudi, ki bi imel rad ljudi, glede na njihov položaj, spadam med tiste, ki ima vse ljudi rad in tudi vas ima župan Matjaž Švarjan rad. Hvala. Hvala županu in naslednjega, ki ga bo povabila na oder pred mikrofon, je predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Roman Žveglič, s katerim sva že nekaj časa bila, tako rečeno, sodelavca, zdaj pa bi ga morala tudi poslušati, pa ubogati. Zdaj, če bo kaj takšnega pametnega povedal, ga bom, sicer se bom pa borila za ženske pravice. Hvala, Irena, za ta uvod, zdaj ne vem sicer. Lep pozdrav vsem skupaj, predvsem seveda vam, kmeticam, tudi videl sem nekaj spremljevalcev imate sabo, spoštovani župan, gospod državni sekretar. Jaz sem se kar nekaj pripravil in bom tole prebral, ker imam tremo med vami. Bolj malo cajta sem še na funkciji, ko bom predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice toliko let, kot je gospod Švarjan, župan, bom verjetno lahko govoril tudi iz glave. Spoštovane in vedno cenjene, drage kmetice, mame, žene, dekleta. Vesel sem. Vesel sem zato, kar ste, vesel sem, da sem med vami in vesel sem, da me je vaša predsednica Irena Ule povabila, da vam smem spregovoriti ob naprejšnjem praznovanju Svetovnega dneva kmetic, izboru Kmetice leta in proslavitvi tudi Kmetice leta 2020. In z veseljem vas prav lepo vse skupaj še enkrat pozdravljam. Slovenske kmetice, napredne na marsikaterem področju, ste umno ravnale in tudi s tem, da ste obeležje Svetovnega dneva kmetic nekoliko premaknile in si tako zagotovile praznovanje in prijetno druženje. Čeprav je nevidni virus COVID-19 v marsičem ohromil naš način druženja, ponosno ugotavljam, da ste naše kmetice kos tudi takim situacijam. Kot vedno, in vendar danes še prav posebej se med vami počutim zelo prijetno in ponosno. Med vami, drage kmetice, vedno veje domačnost, toplina, dobrohotnost, ki jo znate in zmorete ustvariti le ženske, tako v družinskem, kakor tudi v družbenem in gospodarskem življenju.
Veliko tega je, kar nas druži. Veliko tega, kar smo preko skupnega dela pripomogli k pridobivanju napredka in dostojanstva ne samo na domačem, ampak tudi v svetovnem merilu. Naše kmetice s svojimi inovativnimi zamislimi, ki so jih vpeljale na svoje kmetije zadnja leta, tekmujejo tudi na evropske ravni. Zato je prav, da se na ta dan spomnimo in proslavimo življenjske zgodbe vseh vas. Kmečke ženske so steber kmečke družine in marsikje tudi gospodarstva. V želji po napredku in izboljšanju gmotnega položaja so v največji meri pobudnice in požrtvovalne nosilke razvoja na podeželju in to vlogo jim moramo kot družba priznati. V Kmetijsko-gozdarski zbornici si prizadevamo, da bi se vsem, ki so delali na kmetijah in ki jim razmere niso omogočile stopiti v sistem zavarovanja za socialno varnost, to priznali. Želimo, da se delo kmetic pravilno ovrednoti, zato pa ni dovolj, da se o tem samo pogovarjamo, temveč da se med sebojno še bolj povežemo, vsi, katere nas objame ta kmetijski prostor. V Sloveniji je kmetijstvo zaradi naravnih danosti, kako je že prej Elena povedala, zelo težavno. Zato cilje, ki bi pomenili razvoj kmetijstva in kmetij, ki bi omogočali normalno delovanje in preživetje, je moč doseči samo z roko v roki, se pravi z slovom. Tudi zato se kmečkim ženskam, ki ste pogumne in požrtovalne in stopate v nova povezovanja in sodelovanja na tem mestu, o pričakovanju vašega praznovanja Svetovnega dneva kmetic iskreno zahvaljujem. Zahvaljujem za vse, kar počnete. Verjamem, da bo veselje še večje o predstavitvi življenja in dela nominiranih za letošnjo kmetico leta, katerim vsem iskreno čestitam, izbrani kmetici leta pa tudi želim, da bi svoj naziv z veseljem in ponosom predstavljala javnosti in če bo potrebno, bomo v Kmetijsko-gozdarski zbornici to tudi pomagali in uresničili. Hvala še enkrat. Tudi nas ponavno, dobrote slovenskih kmetij. Hvala predsedniku Kmetijsko-gozdarske zbornice Romanu Žvigliču in jaz upam, da ga je nekdo slišal, tisti, ki zraven tega sedi, kamor sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. In upam, da bomo slišali in da bo tudi on kakšno dobro besedo na ministrstvu rekel, sploh zdaj, ko se sprejema nekako naša nova pot, ko se kuje naša nova pot in za katero smo zelo zaskrbljene. Prosim državnega sekretarja, ki danes nadomešča ministra, ki je zadržan, gospoda Antona Hareja, da nas tudi on pozdravi in nagovori. Spoštovane gospe, kmetice, žene, gospodinje, spoštovani in častni gostje, gospod župan, gospa Elena Kulje in gospod Žveglič, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice. Jaz bom bolj kakor, da bi raje odpiral izzive, ki nas čakajo v naslednjih mesecih in katere so že, se bom raje nekako slavnostno dotaknil vašega dogodka današnjega. Zdi se mi lepo, da vsako leto, že 14. leto zapored, od leta 2008, ko je Organizacija Združenih narodov razglasila ta dan kot vaš dan, da vsako leto ga obeležite na tak način, kakor ga, da opozorite na vaše poslanstvo, na vaše veliko poslanstvo, ki ga dajete družbi in družinam. Organizacija Združenih narodov je takrat opozorila, da imate izjemno poslanstvo pri
boju proti revščini in pa pri trajnostnem kmetijstvu. Tudi na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se zavedamo te vloge, ki jo imate, lahko bi še nadgradili to. Lahko opozorimo tudi na vrednote, ki jih gojite doma, skrbi za otroke, za družino, tudi za ostarele, marsikatera ima tudi te izkušnje. Hkrati pa doprinesete izjemno vlogo družbi, ko skrbite za kmetijstvo, ko skrbite za podeželje, da so obdelane vrtovi, polja in naša kulturna krajina. To je poslanstvo, katero vam jo ne more nihče vzeti. Tudi mi smo ob letošnjem Agri smo organizirali ministrski mednarodni posvet, katerega so se udeležili ministri Evropske unije in smo opozorili na to poslanstvo. Na to poslanstvo, ki ga nosite žene, matere, gospodinje, kmetice v naši družbi. Vendar nismo hoteli ostati samo na tem poslanstvu, ampak smo vam hoteli tudi dati s tem dogodkom priznanje, da ni dovolj, da ste samo v službi in da imate obveznosti, ampak da je prav, da se vas tudi sliši. Da se vas sliši tako doma, da imate besedo pri upravljanju, pri odločanju v sami kmetiji in da se vas sliši tudi v družbi, da se vam prizna to, kar vam gre. Priznanje in spoštovanje tega vašega poslanstva, ki ga imate. Toliko bi jaz imel za danes. Vsem kandidatkam, posebno pa nagrajenki, seveda čestitam in vam želim eno lep večer in praznovanje tega dne, ki ga letos zaradi razlogov pravilno proslavljate pred 15. oktobrom. Vsekakor hvala za povabilo in lepo praznovanje. Hvala lepa tudi za te besede in jaz verjamem, da če bomo skupaj gradili pot, bomo našli cilj. Zdaj pa že čas, da se umaknem, pa da gremo s programom naprej, ker vem, da vas že močno skrbi, katera je letošnja kmetica. Hvala vsem govornikom. Danes je z nami folklorna skupina Večerna zarja. Prihajajo iz Velikega Gabra. Gospe so članice Društva podeželskih žena Kavžantroša iz Trebnjega. Delujejo pod okriljem Društva upokojencev Veliki Gabr. Vodita ju mentorja Jože in Anica Zakrajšek. Oblečeni so v oblačila dolenjske noše iz 19. stoletja. Ideje za noše so kopirali iz fresk v cerkvi iz Šentruperta. Zaplesali bodo splet Čebelice.
drage kmetice, z dvignjeno glavo strmite v svet, kateri vam zelo počasi daje veljavo. Še vedno ste nekje v ozadju. Borite se za svoje pravice, borite se za svoj jaz. Bodite glasne, da boste slišane in uslišane. Z dobro voljo obdelujte njive, vrtove, skrbite za družine. Vmes si vzemite čas zase, za svoje hobije, svoje veselje. Velikokrat ste dokazali, da ste močne in da zmorete. Pogumno naprej. Zveza kmetic Slovenije vsako leto pri razpisu za izbor kmetice leta razpiše tudi natečaj za najlepšo sliko in fotografijo. Letos smo k razpisu dodali tudi kategorijo naši najmlajši, saj želimo zbrati tudi dela bodočih kmetic in kmetov. Prosim gospo Ireno Ule, da razglasi najlepše in podeli nagrade. Letošnji razpis so bile čebele, lansko leto pa smo imele gobe. Seveda lansko leto nismo imele prireditve, tako da smo to delo prišparali za letos in z veseljem pregledali vsa tista dela, ki so prispela do izbora, do zasedanja komisije. Slišala pa sem, da še kakšno delo je na poti. Žal tega nismo uvrstili, bomo povrstili ga v zbirko teh naših slik ali fotografij, ki nastajajo. Ampak tudi v današnjem času pošta ni več pošta, tako kot je bila včasih si dal zvečer na pošto, drugi dan smo dobili, zdaj pa to včasih traja tudi dlje časa. Tako da se vsem tistim, ki dela niso prispela do našega izbora, upravičujem in hkrati bomo res dali noter v zbirko. Komisija je imela kar delo, saj smo imeli v dveh kategorijah gobe in čebele, slike in fotografije in pa potem letos smo zelo vesele, ker smo navdušili, ne sicer veliko, ker je bil razpis kratek čas, ampak vendarle tudi tiste naše najmlajše, ki smo jih razvrstili v 3 kategorije. In sicer od 5 do 10 let in na 10 let. Jaz mislim, da najprej podelimo ta priznanja in odločili smo se, da za vzpodbudo tem mladim nadobudnežem damo tudi knjižno nagrado, zato da bodo mogoče drugo leto pa še bolj z veseljem naredili kakšno sliko. Pa kar začnemo v najmlajši kategoriji. Tukaj smo prejeli eno delo in zlato priznanje prejme Urška Ule. V kategoriji od 5 do 10 let zlato priznanje prejme Žan Lančič. Mislim, da Lančičevih ni, bomo poskrbeli, da prejme nagrado in pa priznanje. Žan je mlajši in je v tej kategoriji premagal svojo sestro Lili Lančič, ki je dobila srebrno priznanje. V najstarejši kategoriji pa zlato priznanje prejme Zala Žogan. Videla sem Lančico, ne vem pa, če je Zala tukaj, če bi te prosila pol Damjana.
čebele, natečaj slika, bronasto priznanje prejme Irena Ule. Kadar vidim, da je del malo, se potem tudi jaz tega lotim, čeprav včasih manj rata, ampak vseeno. In bronasto priznanje prejme tudi Damjana Žogan. Srebrne čebelice je letos naslikala Marjana Cmager. Marjana Cmager. Zlato priznanje prejme Vesanka Kreča. Gospa Vesanka prihaja. Zdaj smo pa že pri fotografijah čebelic, in sicer bronasto priznanje prejme Sandra Juvan. Tudi gospe Olge Černe, po moje, danes ni v dvorani in prejme srebrno priznanje. Zlato priznanje za čebele s fotografijo pa prejme Mimica Majerle. Bronasto priznanje, sicer za gobe, prejme Marjana Cmager, ki je danes ni v dvorani. Mimica, kar obrnite. Srebrno priznanje za fotografijo gobe. Zlato priznanje za gobe v kategoriji fotografije prejme Branka Jerič. Srebrno priznanje prejme tudi za gobe, in sicer za natečaju slike, Irena Ule. Slika gobe, zlato priznanje Marjana Cmager. Vsem, ki ste prispevali dela v našo zbirko, se zahvaljujem in hkrati ob prvi priložnosti, ki bomo ta dela razstavili, kajti to je tudi odraz tega, da ni tisto samo, da moramo delati, ampak da se ob takih trenutkih lahko tudi sprostimo. Hvala vsem, ki ste poslali na natečaj in opravičilo vsem tistim, ki še dela niso do nas prispela. Čestitke vsem nagrajencem. Sedaj pa bomo prisluhnili družini Kobolt. Prihaja iz Podgore Pece.
natančneje iz Mežice na Koroškem. Vsi zelo radi prepevajo in igrajo različne inštrumente. Najstarejša hči Klara igra flavto, kitaro, klavir. Bratec Jakob harmoniko in tolkala, Ana Marija klavir, najmlajša Kristina pa violončelo. Ata Peter rad zaigra na trobento, orglice in kitaro. Mama Sara pa na klavir in orgle. Vodi tudi otroški cerkveni zbor Mežica. Pred časom so jih povabili v oddajo Slovenski pozdrav, kjer so postali zmagovalci izbora, družine pojejo in za nagrado odpotovali na križarjenje z Avseniki. Njihova zmagovalna pesem nosi naslov Prelepi Sloveniji. Besedilo, glasbo in priredbo pa je prispevala mama Sara. Prisluhnimo. Z veseljem smo se odzvali povabilu in se udeležili te prireditve. Bi pa samo še dodal, preden da zaigramo našo zmagovalno skladbo, v sloganu prirejenem natečaja, ki ga je priredila Zelene doline iz lanskega leta, katerega se je udeležila tudi naša Ana Marija in ga zmagala, bom pa rekel, brez kmetic ni hrane.
Anžini Kovaljc za to pestritev. Ni me sram, da sem kmetica. Ni me sram življavih rok. Ni me sram, da sem mi lica zvenela od dela in od rok. Ponosna sem, da sem kmetica, da zastopam kmečki rod, saj mimo njega je pravica hodila vedno in povsod. Za leto 2020 ni več skrivnost, da je bila izbrana Marija Lamovšek. Vendar je zaradi znane situacije nismo mogli razglasiti tako, kot smo navajene. Odločili smo se, da to nalogo opravimo danes. Dovolite, da danes predstavimo obe lanskoletni kandidatki, torej kandidatki za kmetico leta 2020 in kandidatke za leto 2021. Vabim, da se mi pridružijo na odru. Gospod Reno, prosim za krajšo predstavitev kandidatke. O, drage kandidatke, tole pa tako ne bo šlo. Zdaj, nekaj metrov naprej, kar bližje pridite. Zdaj že boljše. Društvo kmečkih žena Tavžentroža je v lanskem letu predlagalo Marijo Lamovšek. Odraščala je v majhni vasici Roje pri Trebelnem v številni družini. Živeli so skromno, brez elektrike in vode, a pravi, da je bilo njeno otroštvo zelo lepo. Poročila se je v mirno vas, kjer živi še danes. Je mati 4 otrok in babica 5 vnukom in 8 vnukinjam. Skrbela je tudi za tašča in bolnega tasta. Ko je prišla na kmetijo, so bile skromne razmere. Ni bilo ceste, niti vode v hiši. V hlevu sta bila samo 2 konja in 2 kravi. Z možem sta povečala kmetijo in se ukvarjala z različnimi dejavnostmi. Živinorejo, vinogradništvo, sadovnjake sta pripravila. Preko 20 let se ukvarja s turistično dejavnostjo, kjer ponudijo, kar pridelajo doma. Tako tudi kruh in razna peciva peče kar sama. Ves čas je bila Marija kmečko zavarovana. Kmetija pa ima tudi naslednika. Kljub obilice dela je našla čas za delo v društvu. Je članica Društva podeželskih žena Tavžentroža, 12 let je bila tudi predsednica odbora kmečkih žena Trebelno, zdaj pa je članica odbora. Je članica govedorejskega društva, članica gasilskega društva, je v odboru Društva vinogradnikov, članica Društva upokojencev, Rdečega križa in še bi se kaj našlo. Pred leti je velikokrat tekmovala v košnji žensk na kmečkih igrah, kjer je bila enkrat prva, 4-krat druga in enkrat tretja. V grabljenju sena pa je bila enkrat prva, 2-krat druga in enkrat tretja. Sodelovala je na dobrotah slovenskih kmetij na Ptuju, ocenjevanju kruha iz različnih vrst, v državnem ocenjevanju kruha, v ocenjevanju kruha v Škocjanu in je skupaj prejela 33 zlatih, 15 srebrnih in 11 bronastih priznanj. Tekmovala je tudi na Bledu v kuhanju žgancev in zelja ter prejela srebrno priznanje. Na 6. državnem ocenjevanju kruha v Beli cerkvi je leta 2016 prejela plaketo za 3-krat zaporedno zlato priznanje pšeničnega kruha. Velikokrat je pekla tudi za različne prireditve.
Prijela je priznanje na ocenjevanjih jabolčnih kisov v okviru praznika topliškega jabolka ter več priznanj in medalj za ocenjevanje vin v vinogradniškega društva Trebelno in na tednu cvička. Leta 1994 je prijela priznanje Ženska za življenje. Marija je pravi veseljak, saj je vedno nasmejana, vedno priskoči s humorjem in dobro voljo. Vsem in vsakomur rada pomaga po svojih močeh. Marija, zdaj pa večkaj naprej stopite, ker niste me ubogale tako, ja, da vidimo, o kateri gospe govorimo. Naslednja, ki jo moramo tudi predstaviti iz lanskega leta, je Valentina Berlec. En korak naprej smo se zmenili tako, no, se me obogajo. Valentina je mati 4 otrok in babica 8 vnukov. Živi na hribovski kmetiji, ki obsega 45 hektarov gozda, 12 hektarov obdelovalnih površin, 5 hektarjev travnikov pa imajo najetih. Nekaj časa je hodila na delo v tovarno, po poroki pa se je preselila na moževo kmetijo in kmalu ostala doma ter se kmečko zavarovala za širši obseg pravic vse do upokojitve. Rada poprime za vsako delo s traktorjem ali ročnim orodjem, na travniku ali v gozdu. Na kmetiji redijo krave dojilje, cikaste paste, nekaj drobnice in prašiče za domačo porabo. V hlevu imajo bikovske matere, s katerimi so že sodelovali na različnih razstavah in prijeli nekaj zvoncev. Živina se poleti pase, pozimi pa pripravijo suho seno in silažne bale. Zgradili so novo hišo, hlev in garažo za stroje. Ogrevajo se z lesno biomaso. Je zelo delovna in tekmovalne narave. V letih od 2000 do 2008 je tekmovala na kmečkih igrah v, čez Soči, ja. Pozneje pa na različnih prireditvah državo Amerikanko, ker je vedno dosegala prva mesta. Na kmetiji se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo, posekom in spravilom lesa, izdelavo sekancev in pluženjem snega. Občasno pripravijo oglašsko kopo, da ohranjajo tradicijo. Valentina ima certifikat za pridelavo mesa na tradicionalni način. Dobila je že bronasto priznanje na ocenjevanju domačih salam. Kmetija je uspešno kandidirala na razpisih za mehanizacijo. Za administracijo se na kmetiji ukvarja kar sama. Po zimi rada izdeluje gobeline, plete nogavice ali rešuje sudokop, za kar je že dobila tudi nagrade. Včasih pa se ji utrnejo misli, ki jih je zelo rada poveže v verze in nastanejo pesmice, ki nam jih tudi prebere na občnih zborih ali še kje druge. Rada obiskuje planine, kjer živi planšarstvo in na takih pohodih nabira zdravilna zelišča. Sicer pa se zimski čas pripravi zelenjavo z domačega vrta, kompote, marmelade in sokove. Rada se druži s sosedi ob kresovanjih in drugih dogodkih. Poletnega dopusta si ne privošči, pozimi pa gresta z možem kakšen vikend na duhovne vaje ali v toplice. V največje veselje so ji vnuki, ki jih zelo rada razvaja. Valentina je članica društva podeželskih žena Tuhinjske dolina in prijateljica Radio Ognjišča. Na moje vprašanje, če ima tudi danes kakšno pesem v žepu, je pa nesta tale lista, ki jo bom prebrala, ker je čisto aktualna. Koronavirus. Ko na Kitajskem virus se pojavi, še nikomur se prav nič ne sanja v glavi, saj to za nas pomembno ni, to daleč, daleč od naših je oči. Le odkje se je pojavila nadloga, to znanost raziskuje, to njena je naloga. Ta virus še mnoge ima uganke, vsak dan so odkrite nove zanke. Medtem pa virus hitro se množi, nobene meje se on ne drži. K nam prišel je kot zastavo, vse postavil je takrat na glavo. To je koronavirus majhen, kar se da, kot bolha skače sem in tja. Če le enkrat se je na tebi ustavi, takrat pa zdravjo gladko ti zapravi. Preden ga boš pa zaznal, boš že prav težko pokašljeval,
sedaj pa postane želja ena, mogoče zadostovala bo karantena. Potem prevladal je razum, pa solidarnost in pogum, še maske in rokavice priskrbimo, potem pa virusa pač ne dobimo. Preden smo ga zajezili, mnogo truda smo vložili, saj nas je močno skrbelo, le kako se bo zdaj to preživelo. Sedaj virus je pobral kopita, so njegova pota čisto skrita, da je spet pokazal v roge, to prav nihče, prav nič ne ve. So drugi časi se začeli, to sedaj smo v dobri veri, med nami močnejši so vezi, ko izkušnja težka nas zamori. Zdaj pa še letošnje kandidatke in prvo kandidatko je predlagalo Kulturno društvo podeželskih žena Gornjega Posočja, Marjeta Antonijo Valas, ampak te gospe žal danes ni z nami, ker ni cepljena, ne izpolnjuje PCT pogojev in tudi sicer se nerada gre nekoliko dlje od doma, ampak prav je, da jo tudi predstavimo. Živi na manjši kmetiji v vasi v občini Bovec. Na domači kmetiji živi že od rojstva. Zgodaj, še kot otrok, je izgubila mamo, odraščala je ob očetu in starejši sestri. Kmetijo je prevzela leta 1990 po pokojnem očetu. Kmetija spada v gorsko območje, med hribovske kmetije in je usmerjena v živinorejo. Trenutno redijo 5 krav dojil, nekaj pa so jih redili do 6 muznic in oddajali mleko v mlekarno Planika v Kobarid. Njivske površine obdelujejo le za lastne potrebe. Že vrsto let kmetujejo po ekoloških načelih in so vključeni v ukrepe KOPOP, opustili so silažo, redijo avtohtono pasmo domačih živali, ciklasto govedo. Čeprav Marjeta vse življenje dela na kmetiji, nikoli ni bila zavarovana kot kmetica. Zavarovana je bila po možu, ki je bil zaposlen. Z možem sta ves čas skrbela za razvoj in posodabljanje domače kmetije. Zdaj jima pri kmetovanju pridno pomaga sin Gorazd z družino. Že 45 let je vključena v organizirane delovanje kmečkih žena. Ko je bila 76 ustanovljen aktiv kmečkih žena, je bila med prvimi, ki se je vključila van in bila v njem vsa ta leta aktivna. Leta 1997 se je aktiv preoblikoval v Društvo podeželskih žena, Marjeta pa je bila predsednica društva od 2006 do 2012. Po predaji predsedniške funkcije najši naslednici je ostala aktivna še naprej. S svojim znanjem in izkušnjami še vedno rada pomaga pri delovanju društva. Marjeta se s ponosom in zadovoljstvom ozira na njeno prehojno pot, saj je uspelo ohraniti očetovo kmetijo, ki jo bodo še naprej radi obdelovali in zanjo skrbeli tudi otroci. Podeželskih žena Tuhinjska dolina za naziv kmetice leta predlaga Vero Lukan. Vera je odraščala na srednje veliki kmetiji. Starša s 3 otroki sta v povojnih časih težko preživljala družino. Ko pa jima je leta 1960 bila požgana domačija, je oče odšel na delo v Nemčijo, kjer je ostal vse do upokojitve. Mama pa je s 3 otroki ostala doma. Skupaj so skrbeli za dom in kmetijo. Vera se je po končani osnovni šoli zaposlila kot šivilja. Poročila se je pri 19 letih in se preselila. Ker sta na kmetiji še pomagala tudi njena tašča in tast, se je ponovno zaposlila. Imati 2 sinovoma in hčeri in babica 3 vnukom. Z leti sta tašča in tast zbolela in obnemogla, a z možem sta jo skrbno negovala do konca. 1 leto je bila doma, kmečko zavarovana, dokler ni našla nove zaposlitve. Ob delu je pomagala na kmetiji, ki obsega 44 hektarjev gozda in 20 hektarjev travnikov in pašnikov.
Pred leti sta z možem skrbela za 40 glav živine, odkar pa sta ostala sama, zmanjšujete število živali. Zgradila sta si hišo in dokupila kmetijske stroje, da sta si z njim olajšala delo. Je ustanovna članica aktiva kmečkih žena Tuhinjske doline, v katerega je bila nekaj let tudi članica upravnega odbora in poverenica v svoji vasi. Rada se udeležuje različnih tečajev, predavanj, srečanj, sestankov. O prostem času rada govari, peče pecivo, pripravlja ozimnico, kvačka, plete in izdeluje rožice iz najlonskih nogavic. Kadar je čas do duša, se z veseljem druži s prijateljicami, s katerimi si izmenjujejo znanje in ustvarjalne zamisli. Je tudi članica športnega društva, udeležuje se njihovih srečanj in priskoči na pomoč pri organizaciji društvenih dogodkov. Navdušuje je tudi vožnja z motorjem, z možem se občasno odpeljeta na krajši izlet. Društvo kmetic Zarja Slovenske Konjice pa predlaga Angelo Dečar. Dečar, narobe se zapisala. Angela Dečar prihaja iz Zgornje Laže pri Ločah na kmetijo stare mame. Oče je kmalu umrl in na kmetiji je ostala z mamo in staro mamo. Po osnovni šoli je šolanje nadaljevala na srednji gostinski šoli v Celju in postala kuharica. V službo ni hodila nikoli, saj je bilo na kmetiji vedno veliko dela. Poročila se je pri 18 letih. Mož Rajko je bil zaposlen, Angela pa je kmetovala, a ni bila kmečko zavarovana. Obdelujejo okoli 13 hektarjev, polovica je lastnih površin, preostalo v najemu. Kmetija je na območju OMD. Glavna panoga je živinoreja, imajo 14 krav voznic, 9 telic, 10 svin in okoli 40 kokoši nesnic. Zadnjih nekaj let pa tudi 17 panjev čreveli. Mleko oddajajo že več kot 50 let, povprečno od 80 tisoč do 90 tisoč litrov na leto. Obnovili so hlev, zgradili hišo in posodobili strojno mehanizacijo. Sprednja je pri delu s traktorjem in vsemi priključki, pa tudi motika in grablja in niso tukaj. Skrbela je za nepokretno staro mamo in pozneje še za mamo, je mati dve hčera. Sodeluje s kmetijsko zadrugo Slovenske Konjice, za kar so leta 2018 bili priznani. Je aktivna članica društva kmetic Zarja Slovenske Konjice Zreče in članica društva čebelarjev Loče. Za svojo dušo in prijatelje izvrstno peče najrazličnejše vrste kruha v krušni peči, pecivo, potice, sončnice. Njena specialiteta pa je jabolčna potica. Rada pomaga sosedom in znancem pri peki, delu na polju, vinogradu, košnji ali telitvah. Svoj prosti čas najraje preživi v prijetni družbi, na sprehodih, kvačka, plete, šiva in razvaja svojih 6 vnukov in neguje svoje rože. Skrbi za njihovo varstvo in to je njihova taksi služba za vnuke. Je glasna, odločna in poštena, zato jo cenimo, spoštujemo in je naša kmetica leta, so o prijavi zapisale njene predlagateljice. Kmečkih žena Metlika pa je letos predlagalo za kandidatko za kmetico leta Marijo Škof. Marija Škof je odraščala na vinogradniški kmetiji. Po šoli se je zaposlila in po poroki prišla na vinogradniško kmetijo. Je mati 3 otrok in babica 6 vnukov. Z možem sta ob službi skrbela za 5000 trt, 10 glav živine in prašiče. Kruta usoda je po 13 letih zakona vzela moža, otrokom očeta, ko se je vračal z dela. Marija ni vedela, kako naj to potolaži sebe, kako naj otrokom pove, da je njihov oče odšel zavedno in da so jim ostali le spomini. V sebi je našla moč, da je zmogla. Delo na kmetiji in skrb za družino je postala njena služba, ki jo je z veseljem opravljala. Že kot dekle se je vključevala v aktivno delo aktiva kmečkih žena,
Bila je v mladinskem pevskem zboru, vključila se v delo krajevne skupnosti, 2 mandata je bila član sveta. 2 mandata je bila predsednica krajevnega odbora Rdečega križa, kjer je prejela zlato priznanje. V društvu vinogradnikov je bila 3 mandate podpredsednica, sedaj pa je že 3. mandat članica nadzornega odbora. 5 mandatov je bila tudi članica upravnega odbora, 3 mandate pa nadzornega v kmetijski zadrugi. Že od mladih let je v pastoralnem svetu in boju v cerkvenem zboru. Skrbela je za taščko, ki jo je zapustila 3 leta po moževi smrti, šolala otroke in se razdajala z delom v društvih in krajevni skupnosti. Njen dom je bil vedno odprt za vse. Tudi na obisku sorodnikov čez Ružo so njene pridne roke pripravljale botice, štrudle in v tujem svetu pričarale domačo kuhinjo. Povsod je bila svojo prisotnostjo, poštenostjo in pridnim delom dobrodošla. Kot ženska je znala rešiti in pomagati pri marsikaterem zapletu s svojimi nasveti. 10 let je bila predsednica društva kmečkih žena Metlika, 4 mandate podpredsednica, že 8. mandat pa je članica upravnega odbora društva. Med njenim predsedovanjem je društvo napredovalo. Bilo je veliko podporo in pomoč pri dobivanju certifikata za EU zaščito za jed. Marija je tudi članica komisije za notranjo presojo in kot izvajalka delavnice pripravo belokranjske pogače. Njeno delo in aktivnosti v društvih so opazili tudi na občini in ji podelili občinsko plaketo. Otroci so odrasli, omogočili jim študij in so uspešni v življenju. Srednji sin je prevzel kmetijo in nadaljuje z delom, vendar pa še tudi Marija pri vseh delih rada sodeluje. Težka je bila njena pot, a je s trdim delom in dobro voljo uspela. Dobre volje in prijazne besede ima vedno in za vsakega. Lepo je biti v njeni društvi, saj je okoli nje vedno veselo in sproščeno vzdušje, kljub tem žalom, ki jih je premagovala v življenju, so zapisale njene predlagateljice. Vsak dan je za nekatere včeraj, za druge jutri, a le za malo od njih danes. Vse kmetice si nedvomno zaslužite naziv kmetice leta, a žal na leto podelimo le enega. Prosim, če se nam za podelitev naziva pridružijo sekretar Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospod Anton Haljem, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, gospod Roman Žveglič in župan, gospod Matjaž Švander. Vse udeležence vljudno prosimo, da zaradi znane korona situacije kandidatkam čestitajo po zaključku prireditve in da upoštevate vsa navodila in ukrepe NIJZ-ja. Gospo Ireno prosim, da prebere obrazložitev kandidatke za kmetico leta 2020 in jo razglasi. Znano nam je, da je kmetica za leta 2020 Marija Lamovšek in prav je, da preberemo njeno celo vlogo. 69-letna, to je blganska vloga, 69-letna Marija prihaja iz mirne vasi 18 pri Trebirnem. Rodila se je 1.1.1951 v majhni vasici Roje pri Trebirnem kot 3. otrok mami Ani in očetu Franciju. Ima 3 brate in 5 sester, kljub temu, da so živeli skromno, brez elektrike in vode, je bilo njeno otroštvo zelo lepo. Družina, v kateri se je rodila, je bila čudovita. Elektriko so takrat dobili šele aprila 65. leta. 69. leta se je poročila in prišla na sedanji dom v mirno vas. Do domačije ni bilo ceste, niti vode v hiši. V hlevu sta bila samo 2 konja in 2 kravi. In tako sta z možem začela graditi hlev in hišo. Ustvarila sta si tudi čudovito družino. Leta 1970 se je rodil sin Stane, čez 2 leti hči Marjana in še naslednje leto sin Jože.
Leta 1978 se je rodil sin Franci, 1980 hči Irena in še 85. najmlajši Simon. Marija ima že 5 vnukov in 8 vnukinj, na katere je zelo ponosna. Najstarejša šteje že 27 let, najmlajša pa 1 leto. Marija je skrbela tudi za tašča, po njeni smrti pa še dolga leta za rodnega tasta. V vseh teh letih sta z možem in otroci krepko povečala kmetijo in se ukvarjala z različnimi dejavnostmi. Trenutno imajo od 20 do 25 glav živine, zasadili so vinograde, skupaj 5000 trgov. Zasadili so tudi sadovnjake ter zgradili stavbo za turistično kmetijo, ki jo s pomočjo družine z možem volita še danes. Od leta 1997 so se začeli aktivno ukvarjati s turistično kmetijo. Vse, kar na njej ponudijo, pridelajo doma. Tudi kruh in razna peciva Marija speče sama. Ves čas je bila kmečko zavarovana, na kmetiji ima tudi naslednike. V tem času je bila Marija vedno aktivna v raznih društvih. Je članica društva podeželskih žena Tavženkoža, 12 let predsednica odbora kmečkih žena Trebelno. Sedaj je še vedno članica odbora. Je članica v vodovodnem društvu Trebnje, članica v gasilskem društvu Velika Strnica, je v odboru društva vinogradnikov Trebelno, članica društva upokojencev Rdečega križa in še bi se našla. Pred leti je velikokrat tekmovala v košnji žensk na kmečkih igrah, kjer je bila enkrat prva, 4krat druga in enkrat tretja. V grabljenju sena pa je bila enkrat prva, 2krat druga in enkrat tretja. V tem času je Marija zelo rada kuhala in še raje pekla. Ker je bila to njena strast, je s svojimi izdelki sodelovala tudi na raznih tekmovanjih. Na tekmovanju dobrote slovenskih kmetij v Ptuj, na tekmovanju ocenjevanja kruha iz različnih vrst žit v društvu podeželskih žena Tavženkoža, na tekmovanju ocenjevanja v kruhu društva podeželskih žena in deklet Bela Cerkev in na tekmovanju ocenjevanja kruha v društvu podeželskih žena Škocija. Prejela je 33 zlatih, 15 srebrnih in 11 bronastih priznanj. Tekmovala je tudi na Bledu za kuhanje žgancev in zelja, kjer je prejela srebrno priznanje. Na 6. državnem tekmovanju za kruh v Beli Cerkvi je prejela plaketo za 3krat zaporedno priznanje pšeničnega kruha. Velikokrat je pekla tudi za trebanjski koš. Na dan je spekla v krušni peči do 30 kg kruha in peciva. Prejela je tudi priznanje na ocenjevanje jabolčnih kisov v okviru praznika Topliškega jabolka ter več priznanj in medalj iz ocenjevanja vin vinogradniškega društva Trebelno in na tednu cvička. Leta 1994 je prejela priznanje Ženska za življenje od Združenja žensk za demokracijo. Leta 2018 pa je v Domžalah na eventu Ljubezen mamina v konkurenci 104 žensk iz vse Slovenije prejela naziv Zlata mama 2018. Marija je pravi veseljak, saj je vedno nasmejana, vedno priskoči, s humorjem in dobro voljo. Vsem in vsakomur rada pomaga pri svojih močeh. Iskrene čestitke kmetici leta 2020.
razglasitev kmetice leta 2021. Jaz predlagam, da še predno razglasimo kmetico leta 2021, da podelimo vsem priznanja za sodelovanje, da ne bomo pozabili. No, zdaj pa je res nastopil trenutek, ko bomo izvedeli, da je kmetica leta 2021 postala Marija Škof. Našo članico, ki jo kandidiramo za kmetica leta 2021, lahko predstavimo s tem, da je ženska z veliko začetnico in ji lahko samo rečemo moj poklon, kapo dol ali kaj podobnega. Za vse vas, ki jo ne poznate, pa bomo poskušali zajeti njen del njenega življenjske poti. Z svojim predanim delom, skrbjo za dom in družino, ter družbeno angažiranost je lahko velik navdih in vzor številnim mladim kmeticam. Rojena je bila 1955. Na vinogradniški kmetiji so odraščali 4 otroci. Odrasli so med trtami in zorenjem grozdja. Zaposlila se je v tovarni v bližnjem mestu in bila prva od otrok, ki je zapustila dom. Ljubezen jo je odpeljala v vas, kjer so prav tako kmetije usmerjene v vinogradništvo. Predlagana članica se je poročila in prišla za ta mlado na domačijo svojega moža, ki je izhajal iz številne družine. Da bosta skupaj nadaljevala delo, poskrbela za moževa starša in si ustvarila svojo družino, je bila njuna zaobljuba pred sorodniki in Bogom. Moževi bratje in sestre so odšli v doma, vendar so se radi vračali in še danes, ker čutijo topel dom, ki ga še vedno vzdržuje naša predlaganka. Življenje ima z nami čudne načrte in težko razumemo, zakaj se včasih obrača tako ali drugače. Družina je nadvse pomembna in mlada zakonca sta si želela potomcev. Kako je pri srcu materi, ki se veseli otroka, pa mora skozi mnoge težke preizkušnje, da se ji uresničijo sanje. Naša članica je danes srečna mati 2 sinov in hčere ter babica 6 vnukom. Žal pa tega veselja ne more deliti svojim možem. Oba sta hodila v službo in delala na kmetiji, ki tedaj je štela 5000 trt, hranili so 10 glav živine in prašiče. V pripravah sta bila, da v novo zasajenem vinogradu postavijo stope. Doma se je po kuhinji vrtela in pripravljala hrano za naslednji dan, ko bodo prišli pomagati delavci, prijatelji in sorodniki, da bo delo hitreje opravljeno. Mož se je vračal z dela
in kruta nesreča je preprečila, da bi prišel domov. V tistem času je ravno razpadala naša bivša domovina Jugoslavija in nesreča se je zgodila daleč od doma. Na televiziji so sorodniki in sosedje opazili kamion, udeležen v prometni nesreči, ki ga je vozil mož, ki so ga doma zaman čakali žena, otroci in njegova mama. Na mesto dela so imeli pogreb. Žena in mati ni vedela, kako naj potolaži sebe ob tako kruti izgubi moža. Po 13 letih zakona. Kako naj šele otrokom pove, da je odšel zavedno njihov oče, za njim pa bo ostal le spomin. Tisti trenutek je postala mama in oče hkrati njunim otrokom in delo je potrebovalo njene roke. Že nekaj let pred moževo nesrečo je postila službo. Delo na kmetiji in skrb za družino je postala njena služba, ki je z veseljem opravljala. Že kot dekle se je vključila v delo takratnega aktiva kmečkih žena. Lahko rečemo, da je v aktivu, ki se je kasneje preimenoval v društvo od samega nastanka, to je 45 let, pela v mladinskem pevskem zboru. Vedno pripravljena pomagati drugim in delati v družbi, se je vključila v delo krajevne skupnosti, kjer je delovala kot član sveta 2 mandata. Prav tako je bila 2 mandata predsednica krajevnega odbora Rdečega križa. Za dolgoletno sodelovanje in delo v organizaciji Rdečega križa je dobila zlato priznanje Rdečega križa Slovenija. Članila se je v društvo vinogradnikov, kjer je bila 3 mandate podpredsednica in sedaj že 3. mandat članica nadzornega odbora. Pridela grozdja je prodajala kmetijsko zadrugo, kjer je bila 5 let, 5 mandatov v upravnem in 3 mandate v nadzornem odboru. Že od malih dni deluje in sodeluje v pastoralnem svetu in v cerkvenem zboru. Tekla so leta, delala je in uspela je na kmetiji. Vsako izmed svojih 8000 trt je negovala kot mati neguje svoje otroke. Bila je vesela, ko so lepo uspevale in ji dajale obilen pridelek in jokala je, ko se je dosmiljena narava znesla s točo in neurjem nad njenimi trtami ali pa je pozeba naredila svoje. Skrbela je za tašča, ki jih je zapustila 3 leta po moževi smrti, šolala otroke in se razdajala z delom v društvih in krajevni skupnosti. Njen dom je bil vedno odprt za vse moževe brate in sestre, ki so si domove ustvarili širom po svetu. Sama je bila dobrodošla pri njih. Kar nekajkrat je poletela preko luže na obisk. Še na obisku so njene pridne roke pekle potice, štrudle in s tem pričarale v tujem svetu domačo kuhinjo. Povsod je bila s svojo prisotnostjo, poštenostjo in pridnim delom dobrodošla. Kot ženska je znala rešiti in pomagati pri marsikaterem zapletu svojim nasvetom. Mogoče bi še posebej izpostavili delovanje v našem društvu kmečkih žena. Predsednica društva je bila 10 let, 4 mandate podpredsednica in je še vedno članica upravnega odbora 8 mandatov. V času njenega predsednikovanja je društvo napredovalo in v tistem času je bilo nekaj predlogov članic za kmetico leta in 2 članici sta bili izbrani za mladi kmetici leta. Bila je v veliko podporo in pomoč pri preoblikovanju certifikata za EU zaščiteno jed našega društva Belokranjska pogača. Že vsa leta je članica komisije za notranjo presojo in izvajalka delavnic za omenjeno jed. Njeno delo in aktivnosti v društvih je bilo opaženo tudi v občini, saj je prejemnica občinske plakete. Otroci so odrasli, omogočila jim je študij in so uspešni v življenju, ustvarili so si svoje družine. Še vedno jih razveseli s svojimi dobrotami in radi prihajajo v njeno zavetje. Srednji sin, agronom, se je odločil in kot mladi prevzemnik prevzel kmetijo, pustil službo in povečal vinograde. Danes imajo 5 hektarov vinogradov, kjer raste 21 000 trt, 2 hektara posejanih buč in na 1 hektarju
posajeno aronijo. Posadili so 60 orehov. Živinorejo so oprostili, za domače potrebe pa še vedno redijo kokoši in prašiče. Kljub temu, da je sin prevzel kmetijo, je še vedno prisotna med tratami, trtami s svojim delom. Z veseljem dela in spoznava se z novimi prijemi, novimi posodobitvami, ki jih uvaja njen sedanji sin, srednji sin. Vesela je vsakega uspeha in širjenja kmetije. S ponosom lahko rečemo, da je prehodila težko pot, a je uspela s trdnim delom in dobro voljo. Dobro volje in prijazne besede ima vedno in za vsakega. Lepo je biti v njeni družbi, saj je okoli nje vedno veselo in sproščeno vzdušje kljub težavam, ki jih je premagovala skozi življenje. Predlagamo našo članico in želimo uspešno na izboru, kjer jo kot društvo podpiramo in želimo srečno. Da lahko še enkrat zaploskamo za njih. Prosim Marijo za par prvih vtisov s tem, ko je sprejela letošnji naziv leta. Lepo pozdravljeni tudi v imenu mene in naših članic Društva kmečkih žena Metlika in vsi gostje in podporniki tega lepega izbora. Hvala lepa za to veliko odgovornost, za to zaupanje, ki ste mi ga poklonili. Ne vem, če sem resnično jaz ta prava. Hvala lepa. Danes podelili dve priznanji, tudi Mariji Lomovšek dajemo besedo za sicer že enoletne izkušnje. Lepo pozdravljene vse moje navijačice, ki so prišle posebno pozdravljene Mara, ki je žal ni med nami, je dvoletna službena pot naprej. Ireni se bi zahvalila za to podporo in da bomo še naprej dobro sodelovali. Iskrene čestitke vsem kandidatkam za pogum in kmeticama leta veliko še naprej. Naša svečanost se končuje. Hvala vsem sponzorjem, članicam za podporo in pomoč. Z dobro voljo in nasmehom slezite po zvezdah. Letošnja pogostitev je zaradi že znane situacije majčkeno bolj skromna, ampak vseeno si postrezite. Hvala, ker ste bili z nami. Srečno pot domov. Lep pozdrav in ostanite zdravi.
da je že delo končano, pa ni, ampak jaz bi se ti rada v imenu vseh nas v dvorani in v svojem imenu zahvalila, da si tole prireditev tako uspešno obljubala in speljala do konca. Hvala ti in naj ti navada ostane, ker v navadi naj ti to ostane.